Ja, onkologija je verjetno ena od tistih v medicine, ki se najhitreje spreminja, tako da zdaj sem že jaz zadosti dolg v tem poslu, tako da spremembe, ki so se zgodile v zadnjih 15-20 letih, so onkologijo spremenile v celoti. Kar je najbolj pomembno pri tem je, da seveda bistvena razlika je v preživetju ali pa v zdravitvi, če hočete, ki se je v tem času izredno izboljšal. Tako da najbolj pogosti raki, kot so recimo rak debelega črevesa in danke ali pa rak dojke, je danes so preživetja 80-90% 5-letna, o čemer smo lahko včasih samo sanjali. Je pa ves ta razvoj seveda prinesel zelo drugačno obravnavo, kot je bila 15-20 let nazaj. Delo je danes bolj ali manj vedno timsko, optimalno, taka so tudi priporočila, je, da se vsakega bolnika na začetku zdravljenja obravnava timsko, kjer se naredi optimalen načrt diagnostike in zdravljenja, ki se ga potem seveda sproti preverja, gre vse tako, kot je bilo zastavljeno. Po eni strani zahteva to bistveno več angažmaja se strani članov tima, po drugi strani je pa seveda v vse te odločitve danes tudi bolnik bistveno bolj vpleten, kot je bil včasih. Včasih smo zelo preprosto rekli, lejte, tole bomo naredili, ali pa bolnik je imel tudi pričakovanja, naredite, kar mislite, da je najboljše. Danes, ko je več možnosti, se vse te možnosti prediskutirajo z bolnikom, potem se pa skupaj odloči, kaj bo v posamičnem primeru za bolnika najboljše. Jasno se pri tem je ključno, da dobi vse informacije, ki jih potrebuje, pa da se mu seveda pomagamo odločiti, ampak to, kar lahko danes ponudimo, je seveda čisto nekaj drugega, kot je to, kar smo ponujali 10-15 let nazaj. Družba Roš je ponosen pokrovitelj kategorije Moj onkolog. In sicer zato, ker je to tudi za nas eno zelo pomembno področje in ker imamo bolnike z rakom v mislih svoj sleherni dan pri svojem delu. Zanimivo. Nihče ne želi biti star, toda vsak bi se rad postaral. Zveni kot nasprotje, toda to je v človeški naravi. Dokler smo zdravi, se počutimo nepremagljive, skoraj nesmrtne, dokler zbolevajo ali se starajo le drugi. Ja, normalna reakcija. Toda, kaj sploh je normalno? Ali je normalno, da se staramo in smo zdravi? Je to kot igra na srečo? Sta zdravje in kakovost življenja pravično porazdeljena? Ali me mora skrbeti? Zase ali za svojo družino? Ali bo kdaj prišel dan, ko bom odvisen od čudeža? Dan, ko si bom želel, da bi bila medicina 10-krat bolj napredna, kot je danes. Če ne zame, za moje otroke, za prihodnje generacije. Ali o tem ne razmišljamo že danes? Znanstveniki v farmacevtski in diagnostični panogi raziskujejo bolj poglobljeno in hitreje kot kadarkoli prej. Svoje raziskave opravljajo še več truda kot drugi in v to ne vlagajo le denarja in časa, ampak tudi strast. Biti morajo pogumnejši, bolj zavzeti in inovativnejši. Saj gre navsezadnje za naše zdravje, za naša življenja in naš življenjski čas. Pričakujem, da bom prejel kar najbolj učinkovito in sebi prilagojeno zdravljenje. Pričakujem, da bom prejel natančno diagnozo in zdravilo, ki bo prikrojeno in namenjeno samo moji bolezni. Vsi smo različni, ali ne? Ozrite se naokoli, kako se odzivamo na okolico, kaj imamo radi in česa ne maramo. Kako močni smo v sebi, kako občutljivi. Nismo enaki. Temu pravimo biološka raznovrstnost, kaj ne? In kadar je moja prav posebna biologija v težavah, si želim zdravljenje po meri, namenjeno meni. Ali želim preveč? Ne vem, toda menim, da to lahko pričakujem od najboljših.